Nogometaši Domžal v izjemno pozitivnem ozračju pričakujejo povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti beloruskemu Šahtjorju iz Soligorska. Prepričani so, da bodo pred polno tribuno športnega parka Domžale nadgradili remi 1:1 z prve tekme. Okay. Good. Oh, good. Hey, come back. Zabi. Yeah, good. Go! Ko se tiče ekipe in moštva, vzdušje je res odlično. Seveda komaj čakamo to tekmo in smo maksimalno pripravljeni. Vemo, kaj nas čaka, ne bomo neki zdaj preveč napeti, ne bomo zdaj jurili neki, bomo tudi malce sproščeni, bomo kontrolirali malo emocije in upam, da se bo dobro končal za nas. Iskreno potrebujemo zadetek, potrebujemo 2 zadetka, da bi se seveda postavili v boljši položaj. Hkrati se pa zavedamo, da bomo imeli 95 minut vsaj mučenja, da bomo trpeli, da bomo vsi skupaj nervozni, v nekih momentih pa vse moči napeli, ampak iskreno sem prepričan, da bomo pokazali, da smo boljša ekipa, nogometno boljša ekipa, da bomo vse bitke in dvoboje dobili na igrišču in da bomo na koncu se mi veselili napredovanja. Čutim, da se fantje ne bojijo in da končno smo prišli do situacije, da se znamo soočati s takim nivojem tekmovanja in vera v fante naše je neizmerna. Strokovno vodstvo bo moralo udarno enajsterico sestaviti brez Matica Črnica in Dejana Trajkovskega, ki sta kaznovana, ter Zenija Husmanija, ki je zaradi poškodbe manjkal že na prvi tekmi. Mi vsi skupaj, bom rekel, da jemljemo odsotnosti bolj kot izzive, kako najti rešitve, kot pa pač dejansko probleme. Vsaka tekma po sebi ima določene značilnosti, sploh se ne obremenjujemo niti preveč sekiramo za to, da so te odsotnosti pač tukaj. Enostavno imamo igralcev, imamo pripravljene igralce, kar je še najbolj pomembno in ta tekma proti Radomljam je seveda to potrdila, ampak mi smo to pred tekmo že videli. Domžalčani zelo dobro poznajo svojega tekmeca, ki jih na prvi tekmi ni z ničemer presenetil. Definitivno pa mislim, da smo že preden smo prišli v Belorusijo dobro poznali tekmeca in da so se fantje dobro zavedali, kje ležijo njihove kvalitete, na kakšen način probajo priti do situacij v napadu in da se prav veliko ni razlikovala analiza od dejansko tega, kar se je na igrišču dogajalo. Zagotovo pa vemo, da obstajajo luknje v njihovi igri in da mi z našimi kvalitetami, s profilom igralcev, ki jih imamo, zagotovo lahko ogromno škode naredimo. Izid 1:1 z prve tekme rumenim omogoča tudi nekaj preračunljivosti, saj so Belorusi tisti, ki morajo za napredovanje nujno zatresti mrežo. Je to sploh prednost? Vedno se vprašaš. Mi zagotovo ne gojimo stil nogometa, vsaj v fazi obrambe ne, da počakamo, da nasprotnik na naši polovici pride pa neko napako naredi. Prisilili jih bomo, da razmišljajo v nekem višjem tempu, v neki višji dinamiki. Izkušeni so, kar pa hkrati pomeni, da verjetno imajo fizične rezerve malce nižje kot mi, bomo probali ta tempo mi dvigati in dokazati, da smo mi na domačem igrišču, ker vseeno pričakujemo neko večjo podporo kot ponavadi, da nas to malo še ponese in da se razletimo po igrišču. Vemo pa, da v takih tekmah prevelik adrenalin, tako kot je naš kapetan rekel, previsoke emocije ti škodijo in zaradi tega imamo načrt in se bomo držali neke organizacije, kar samo ta nam lahko prinese pozitivno rezultat. Tekmo med Domžalami in Šahtjorjem iz Soligorska, ki se bo v športnem parku Domžale začela v četrtek ob 20:30, bo vodila sodniška četverica iz Švice. Glavni sodnik bo Alain Bieri.